Fantje, pozdravljeni v Ljubljani. Čau. Ura je 11, na mizi je kava in... Kavica in pa zdravilne rože. Jabolčnik. Limonca. Limonca. To je zdaj leta 2024. Kaj pa je bilo na mizi leta 1982 ob 11. uri v kakšnem lokalu, preden ste šli na vaje? Ne vem, če niso bili takrat še v šoli. Ja. Taki uri je bila malce. Še mladoletni. Jaz sem bil star 16 let, leta 82. In sem takrat tam Aleš in se je to povabila, če pridem pet k novo ustanovljeni skupini Šankrok in evo, 42 let je že od tega. In mislim, da smo bili kar na soku, no. Pred vajami sigurno. No, kaj si pa rekel ti, da piješ? Zanimivo stvar. Ja, tak vroči jabolčni sok z pomarančo in z cimetom. Namen pa je, zato da se ohranjate zdravi, ker vas čaka nekaj pomembnega 25. decembra za Božič. Ja, božični koncert z naslovom Akustika in gostje. Cankarjev dom. Tokrat bo prvič Šankrok v Cankarjevem domu in to na tak lep praznični večer na Božič. Seveda smo pripravili tudi še posebnosti, kot so trije gostje, to je Dejan na tolkalih, Anja na violini, Nuša na violončelu, tako da bo aranžmajsko zelo zanimiva zadeva. Kaj več lahko o tem tudi pove Bor, ki pač nadzira te stvari, kar se glasbe tiče. Ne? Ja, hoteli smo pač po toliko letih enih in istih, bi rekel, izvedb teh naših velikih uspešnic in teh naših najlepših balad, hoteli ponuditi ljudem nekaj drugačnega, ampak ne samo malo drugačnega, kar konkretno. Mi smo dobili te neke ideje in variante in mislim, da realizacija z, kot je rekel Aleš, z violino, violončelom in z povečanim tolkalskim delom bo to zelo spremenilo naše skladbe. Ne samo aranžmajsko, tudi konstruktivno v smislu, ker mi smo tudi v to potezo šli, da smo nekatere naše hitre skladbe naredili počasne, nekatere, ki so po osnovi počasnejše, so postale malo hitrejše. In je to zelo zanimivo, sploh za ljudi, ki nas poslušajo že več let, da bojo zdaj dobili neko svežo obliko te glasbe. To pomeni, da bomo v dvorani sedeli? Ja, v Cankarjevi dvorani so sicer sedeži, ne? Ampak če bo kdo vstal od navdušenja, bomo mi še bolj veseli, tako da sploh normalno tako kot vsak nastopajoči, vsak umetnik si želi stoječe ovacije in upam, da se nam bodo zgodile. Vse ovacije sigurno bojo. Kaj pa vi, boste sedeli ali kako ste postavljeni na stolih? Si ne predstavljam. Prav klasična akustika? Ja, no, mislim, da bojo vsi nekje barski stoli. Tako, na pol sedimo. No? Na pol sedeča varianta, Anja na violini stoji, tako da primerno odru, primerno dogodku, primerno izvedbi, ki je planirana, se pravi malo drugače, precej drugače, kot je Bor omenil, in ni problema ustati, če bo tudi v publiki kdo vstal iz svojih stolov. Ne? Zdaj pa nujno vprašanje, to se dogaja na Božič, ne? Kako ste se doma zmenili, da na Božič gremo v Ljubljano in to v Cankarja? Kdaj? Kaj bomo zdaj? No, mi vsi vemo, da tradicionalni predbožični večer je tisti, ki je v krogu najožje družine ponavadi in to je na 24. zvečer, ja, en večer prej, no, tako da 25. se ljudje ponavadi spočijemo od obilice hrane in druženja in mislim, da bomo pravi balzam za ušesa in telesa. Ja, jaz sem te to dodati, da je še toliko bolj koncept bo pasal na ta dan, ker mi dejansko, morate se zavedati, ta večer je bolj romantičen večer in je vse skupaj bolj tako čustveno narejeno. Tudi aranžmaji, izvedbe so zelo primerne za tak dan in, kako je Matjaž rekel, se bo zelo poklopilo na dan 25. ko imajo ljudje nek poseben feeling, ki je to v nas že leta in leta, se bo še bolj, bi rekel, bo prišlo do izraza to, kar smo želeli v bistvu narediti, tako da je še bolj. Bojo tudi vaše družine tam, sklepam, da ja? Nekatere bojo sigurno, ne? Verjetno. Ja. Ja, to je čist njihova osebna odločitev, a mislim, da v veliki večini ja. Bo tudi se snemal koncert, audio se bo snemal, radio
Slovenija pride z reportažnim avtom in bomo vse posneli. ZKP RTV bo izdala to pred poletjem tudi na vinilni plošči, se pravi vinilka gre ven in pa na vseh formatih digitalnih, tako da nekako 3 mesece traja, da ta vinilka, da se pač izdela, se pravi nekje konec maja verjetno bo izid tega akustičnega live koncerta, ki bo v bistvu najava tudi cele turneje, ki se bo zgodila še naprej v letu 2025, akustika, ne, se pravi po raznih gradovih in podobnih prostorih, kot je Cankarjev dom, razni večji kulturni domov in tako naprej. To bomo še naprej delali, usporedno z našo normalno rockersko izvedbo po festivalih, koncertih in tako naprej. Čas je šel naprej, ne? In kako to, da ste zdaj aktivni tudi sem opazila tudi na TikToku, odkot ta ideja, zakaj? Verjetno zato, ker je pač to zelo popularno pa trendovsko in je povpraševanje v tej smeri bilo takšno, da smo se odločili, da gremo tudi mi v to in neke prve izjave, prve objave so pokazali, da je kar nekaj zanimanja, ne, sa strani oboževalcev teh linij. Tisti, ki niso, mogoče spoznajo Šankrok na en drug način, recimo nekateri pravijo, da je TikTok za mladostnike, mi to, kar mi skozi smo, ne, predvsem pa, če pogledamo, ne vem, tudi bolj resne zadeve, da je nekdo v veliki državi Evrope dobil volitve preko TikToka, torej moramo to omrežje dejansko jemati zelo resno, predvsem pa je čist normalno, da v tem obdobju, ja, če nekdo zmaga volitve, polet so to že resne zadeve, ne, in predvsem se mi zdi, da je to čist normalno, da včasih so bili samo tiskani mediji, ne, pa televizija, zdaj je pa digital tisti, ki prevladuje. V Šankroku se tega zavedamo in normalno, da poskušamo biti aktualni. Pa vam je to težko snemati take videe? No, niti ne. Mislim, da je zabavno. Ne, v bistvu vse moraš to vzeti kot eno zabavo, tako kot jemlješ druženje v bendu, muziko, svoj inštrument. Vsi delamo to zgolj iz zabave že dolgo in tudi te stvari smo zdaj vzeli kot zabavo. Ja, očitno tudi ljudi zanima tista naša druga človeška plat, ne tista profesionalna. Seveda, ozadje. Tako, da hočemo biti čim boljši na odru, čim boljši v studiu, čim boljši na vajah, ne, da smo tudi popolnoma krvavi pod kožo kot vsi ostali. Še eno zadnjih vprašanj. Ljudi zanima ozadje. Kaj pa se dogaja zdaj v zaodrju? Verjetno ni več tako kot leta 93, ali pa je? Veš kaj, v bistvu smo bili, lahko rečem, iz lastnih izkušenj v tistih letih, v mladih, norih letih bolj neodgovorni, ker smo predvsem zdaj, če imamo koncert, ki je v bolj oddaljenem kraju, več ali manj si vsi najdemo prenočišča, imamo tudi svoje šoferje in se mi zdi, da se zabavamo na zelo podoben način, s tem, da se zabavamo z izkušnjami. Ok, super. Zdaj pa še nekaj. Leto 2025 prinaša kaj novega, kakšno novo glasbo, pesem, album, vinilko smo že rekli, da ja. Še kaj? Še, ker zdaj smo bili zelo pridni prav v zadnjem obdobju in smo imeli že prve vaje, na katerih smo združili naše nove ideje. In z velikim navdušenjem in ponosom lahko rečemo, da se veselimo, ko bomo to zaključili, izpeljali, sfiniširali in dali javnosti v poslušanje. Tako, cilj nam je, da ta naš projekt polnoletnosti, bi jaz temu rekel, ker to bo naš 18. album, v bistvu bo 19. zdaj, ne, ker bo ta akustični živo, bo 18. bo prej, da ga zaključimo v naslednjem letu. Seveda bomo to najavili s kakšnim singlom ali dvema in se veselimo, da po dolgem času iz nas vrejo ideje in da jih predvsem, da jih obdelujemo in sodelujemo na old fashion način, na star način, placu za vaje. Bomo tudi poskušali na tak način vse skupaj posneti in mislim, da bojo ljudje začutili to našo novo staro energijo. Novo staro energijo, torej se vidimo 25. decembra v Cankarju.
Vstopnice, En del vstopnice prodaja na Eventimu, en del pa na Cankarjevem domu, ki ima svoj kanal prodajni, se pravi direkt na Cankarjev dom, in mislim, da na Eventimu je bolj, ni več kart. Edino, če jih bojo prenesli, treba je pogledati oba linka, se pravi in na Eventimu in direktno na Cankarjevem domu. Tako da So pa še vstopnice. So še, seveda, to Gre vsak dan kaplja, tako se prav zmanjkujejo, tako da ne čakati na zadnji dan, jaz sam predlagam. In tudi ta vstopnica je definitivno zelo lepo božično darilo. Brez pretirane skromnosti kupite svojim ta najdražjim, sploh če ste rockerske duše, vstopnico za naš koncert, akustični koncert 25. decembra v Cankarjevem domu. Ne bomo vas pustili hladne, še manj pa vas ne bomo razočarali. hvala vam. Enako. Se vidimo. Se vidimo. Čau, čau.